Reckless Ben je raziskoval izginulo bogastvo iz lega. In zdaj nova pravna poteza pomeni, da njegova najnovejša epizoda, ki so jo vsi želeli videti v tej sagi, morda nikoli ne bo ugledala luči dneva. Toda medtem, ko je Benu bilo ukazano naj molči, je druga preiskava razkrila nova vprašanja, vključno s spornim inventarjem, skrivnostnim tovornjakom U-Haul in zakaj. Podjetje zdaj naj bi tožilo moškega, ki je domnevno izgubil skoraj vse. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. Prav, preden začnemo s tem, ste vedeli, da je očetovski dan že skoraj tu? Ja, niti nisem opazil. In če iščete popolno darilo za vse očete, vam želim predstaviti pametni mesni termometer Chef IQ Sense. To je skrivnost brezskrbnega kuhanja na ravni restauracije. Torej, ne glede na to, ali ste izkušen mojster žara ali pa boste letos poleti prvič pekli zrezke, je ta pametni termometer prava revolucija. Nič več prepečene hrane, nič več ugibanja, ali je jed že gotova. Ne. Chef IQ vam natančno pove, kdaj je vaše meso pripravljeno, na vsakem koraku. Samo vstavite brezžično sondo, izberete svoje nastavitve in potem samo uživate. Medtem ko čakate na obvestila iz aplikacije, se lahko sprostite, brez da bi morali ves čas stati ob žaru. Deluje tudi s pečicami, dimniki, kuhalnimi ploščami, cvrtniki na vroč zrak in za vse vrste beljakovin, od rozbifa do perutničk in lososa. Resno, za ta očetovski dan je čas, da dvignete standarde, brez besedne igre, in kuhate samozavestno. Uporabite kodo SIDEBAR za 40% popusta na celotno ponudbo na chefik.com. Tretja epizoda je končno končana po norih nočnih urah in praktično uničevanju mojega zdravja. Ampak je ne morem objaviti, ker bom šel v zapor. In ne samo to, takoj bom zgubil tudi tožbo v vrednosti $300,000. In GoFundMe, ki smo ga naredili za Briana, bo šel naravnost tej skrivnostni družbi, o kateri ne smem več govoriti. S to zgodbo smo od začetka, če nas spremljate, a ne? YouTuber Reckless Ben, Benjamin Schneider, skoraj 1 milijon naročnikov preiskuje vse. Gre pod krinko razkriva prevare. Tokrat, ali je prevara razkrila njega? To bo predmet razprave, ker se zdi, da vsaj oblasti tukaj tako mislijo. Zdi se, tudi sodišče tukaj tako misli. Ker tukaj smo zdaj, dobesedno pred nekaj dnevi. In spomnite se, Ben se je pojavil v tej oddaji, pojavil se je v stranski rubriki, pogovarjali smo se z njim. Ampak Ben Schneider pravi, da ne more več govoriti. Pravi, da če objavi naslednji video, bo šel v zapor. In ne zdi se, da bi to mislil metaforično. Lisice, celica, kombinezon, ampak da bi dejansko kršil sodni nalog, začasno prepoved približevanja, če bi to storil. In pravi, da bi denar z GoFundMe, očitno teh $400,000, zbranih za tisto družino v Oregonu, ves izginil. Zdaj se morda sprašujete, če ste spremljali to sago, kaj za vraga se je zgodilo. Kako se je preiskava o legu spremenila v to? Prepoved približevanja, policijska racija. In zdaj je javno ogorčenje doseglo mestni svet. Pred nekaj dnevi so jezni prebivalci stopili pred govorniški oder v mestu American Fork v Utahu in izrazili strah glede svoje policijske postaje. Pravzaprav me je ob takšnem vedenju strah stati tukaj, saj se bojim, da bi se mi lahko maščevali. Ker so to storili tej osebi. In če so pripravljeni to storiti njim, so pripravljeni to storiti tudi meni. Zdaj pa poslušajte. Medtem ko se je vse to dogajalo v Utahu, so prihajale na dan nove informacije o samem primeru. Prava vrednost spornih Lego kock, kaj je bilo dejansko v tej trgovini. Ta skrivnostni U-Haul, ki bi lahko spremenil vse. Zdaj moram to izpostaviti, ker kljub začasni prepovedi približevanja, mislim, da ta zgodba nikamor ne gre. Mislim, da še zdaleč ni končana. Torej, preden se sploh lotimo vseh novih stvari, moramo najprej poskrbeti, da smo vsi na isti strani glede tega, kaj ta zgodba sploh je. Tukaj je torej kratka, skrajšana različica, da se ujamemo. Zdaj, Benova zgodba je, da je imel moški po imenu Brian Mansell ogromno zbirko Lego kock iz Vojne zvezd. Pravzaprav zbirko svojega očeta, ki jo je gradil skozi leta in je bila vredna veliko denarja. In objava na družbenih omrežjih je takrat ocenjevala vrednost na $200,000. Čeprav bomo kasneje izvedeli nekaj pomembnega o tej številki. Torej, Brian očitno da zbirko v komisijsko prodajo v trgovino Bricks and Minifigs v Salemu v Oregonu. To pomeni, da bo trgovina prodala Legose, obdržala odstotek, Brian pa dobi preostanek. Standardni dogovor. Ampak potem se naj bi po poročanju pojavilo vodstvo podjetja.
In glede na to, kar je Ben Schneider dokumentiral v svojih spletnih videih in kar je drug neodvisni YouTuber potrdil v ločeni preiskavi, o čemer bomo še govorili, podjetje Bricks and Minifigs je izvedlo teizme sovražni prevzem tiste trgovine v Oregonu. Obstoječa lastnika franšize, Crystal in Ben Gorman, sta bila očitno odstranjena, nato pa je vodenje prevzelo novo vodstvo. In Brianova zbirka, po Benovih besedah, je izginila. Brez denarja, brez Lego kok. Tako se Brian očitno obrne na brezskrbnega Bena in Ben začne to raziskovati, začne preiskovati. In to nam je Ben povedal, ko smo se prej pogovarjali z njim. Tako sem si v bistvu pridobil nekak sloves na spletu, da rešujem zločine, ki jih policija ne more rešiti. In verjetno sem dobil okoli 10.000 elektronskih sporočil. In ta primer se mi je zdel eden najbolj krivičnih od vseh, kjer je bil nek tip, katerega družina je porabila vse svoje prihranke, da je zbrala največjo zbirko Lego kock Star Wars na svetu. To je bil za njih res velik dogodek. In potem so to zbirko zaupali neki trgovini, v upanju, da jim jo bodo prodali, na koncu pa so dobili skoraj nič v zameno. Zato sem se spraševal, kako se lahko kaj takega sploh zgodi. Torej, Ben očitno pomaga Brianu vložiti tožbo. In po Benovih besedah so v bistvu zmagali, oziroma bi zmagali. Ampak potem, po Benovih besedah, podjetje zapre trgovino, da bi se izognilo plačilu odškodnine. Ben očitno vloži še eno tožbo. In tokrat je to proti lastnikoma osebno, Joshua Johnsonu in Brandonu Bestu, in živita v Utahu. Tako naj bi Ben domnevno odletel v Utah in poskušal vročiti sodne dokumente. In ne osebno, ampak preko drugih ljudi. In poskuša imeti tisto, kar sodišče imenuje pogovor v dobri veri pred tožbo. In tukaj pridemo do vpletenosti policije. Tukaj je policija American Fork začela ustavljati vozila, izrekati opozorila zaradi vstopa na tuje zemljišče. Ben je bil aretiran, nato pa še enkrat aretiran. Policija mesta American Fork je v javni izjavi povedala, da so se odzivali na tisto, kar so menili, da so legitimne pritožbe. Trdijo, da sta se Johnson in njegova družina počutila ogrožena zaradi Bena in drugih, ki naj bi se pojavljali. Rekli so, da morajo uveljavljati zakonodajo Utaha, da ne glede na to, kdo ima prav ali narobe v poslovnem sporu, če obstajajo trditve o nedovoljenem vstopu ali nadlegovanju, morajo to raziskati. Morajo uveljavljati zakon. In tam smo prejšnjič zaključili. Zdaj so novi dogodki vse spremenili. Začeti moram z Benovimi lastnimi besedami. To je bilo pred nekaj dnevi. Ben je objavil kratek video na svojem YouTube kanalu Reckless Ben. Video je krajši od 2 minut. Poimenuje ga Moje zadnje sporočilo. Za vse nas, ki spremljamo to sago, je bila to zelo pričakovana epizoda v tej preiskavi, kaj ne? Želimo si Benovo zgodbo. To sicer še ne pomeni, da je res, ampak to je njegova verzija, kaj ne? In ali obstajajo kakšni dokazi, morda videoposnetki, zvočni posnetki? V redu, to naj bi bila velika razkritja. Potem se pojavi video, a namesto da bi govoril o tem, kaj bi Ben lahko povedal, kaj bi lahko trdil ali kaj bi lahko Ben navedel, je bilo vse o tem, česa ne more in morda nikoli več ne bo mogel povedati. Običajno bi rekel, naj gre veliči šef k vragu, ker mi ukazuje, kaj naj naredim. Jaz bom naredil tisto, kar je moralno prav. Ampak v tej situaciji, če to naredim, potem bodo vsi moji prijatelji nastradali zaradi te tožbe in tako izgubimo ves denar, ki smo ga zbrali prek GoFundMe. Edina težava je, da nisem dobil priložnosti povedati svojo plat. Sodišče je slišalo samo njihovo plat, ne pa moje. Ker nisem mogel povedati svoje strani, zdaj ne smem več govoriti o njih. Po poročanju IGN 9. junija je prepoved približevanja sledila potem, ko je Bricks and Minifigs sodišču povedal, da je Ben grozil, izrekel bombne grožnje in grožnje s smrtjo njihovemu vodji in zaposlenim. Ben zanika obtožbe, vendar se je sodišče očitno strinjalo, da tukaj obstaja težava, začasna prepoved približevanja. Pregledali so jo. Pravijo, da obstaja verjetnost, da bi tožniki tukaj zmagali na podlagi dejstev. In v bistvu Benu na pomemben način omejuje govorjenje o podjetju. Poglejte, tukaj je zanimivo pravno vprašanje. O tem sem govoril v oddaji Jesse Weber v živo sinoči, v svoji oddaji na News Nation. Ampak v bistvu imate to ravnovesje, kaj ne? Med svobodo govora in sodiščem. In veste, včasih je lahko izziv, ker po eni strani ne smete sodelovati v določenih govorih ali dejanjih, ki bi bili nezakoniti, ki bi nekoga nadlegovali ali ciljali ali razkrivali občutljive ali osebne podatke. Po drugi strani pa, ali je lahko nekaj nezakonita predhodna omejitev? Ali nekomu nezakonito preprečujete sodelovanje v zaščitenem govoru?
Pustimo to pravno vprašanje ob strani. Trenutno je sodišče odredilo to začasno odredbo. Epizoda 3 je končana. Morda je nikoli ne bomo videli. Kot sem omenil, to še ni konec. Medtem ko je Ben molčal zaradi te začasne odredbe, se je dogajalo še nekaj drugega. En YouTuber posebi, nekdo, ki počne natanko to, kar počne Ben, se je odločil poiskati svoje odgovore. Morda ga poznate kot Kofi Zila, internetnega detektiva, ki preiskuje prevare, goljufije in spletne prevare. Odločil se je podrobno raziskati ta primer Lego. In zdaj se njegov video imenuje Našel sem $200,000 vredne pogrešane Lego kocke. In po njegovem mnenju, po njegovi pripovedi, bi lahko to, kar trdi, da je našel, spremenilo naše razumevanje celotne zgodbe. Torej, naj bi se Kofi Zila pogovarjal z vsemi vpletenimi, z bivšimi lastniki franšize, vodilnimi v podjetju, novimi lastniki in samim Reckless Benom. In trdi, da je pregledal fotografije, preglednice, policijske zapise in podatke o prodaji ter vse to predstavil. Torej, začeti moram s številko, ki jo tukaj vsi uporabljajo. $200,000, kaj ne? To je zapisala objava na družbenih omrežjih o vrednosti Lego zbirke. To je prvotno poročal Ben. To je pritegnilo pozornost vseh. Toda po preiskavi Kofi Zile meni, da je bila ta številka napačna. V svojem videu namreč pravi, da je pridobil interne inventurne zapise prvotnih lastnikov Bricks & Minifigs. In po teh zapisih naj bi bila dejanska ocenjena vrednost Brianove zbirke približno $107,000, ne pa $200,000. Še vedno ogromna vsota denarja. A Kofi Zila je očitno o tem govoril neposredno z Benom. In po besedah Kofi Zile naj bi Ben domnevno priznal, da tega v resnici ni videl. Da ni videl končnega inventurnega lista, ko je objavil tisto začetno številko. Ampak Kofi Zila tudi očitno pravi, da je v teh zapisih odkril še nekaj drugega. Po njegovih besedah je bilo približno $20,000 Brianove zbirke domnevno označenih kot rezervacija. In ko je domnevno vprašal novega lastnika, Josha Johnsona, koliko predmetov je bilo ob prevzemu na rezervaciji, trdi, da obstaja to sporočilo, ki naj bi potrjevalo, da je rekel, da sta bila le 2 ali 3. Vendar je Kofi Zila očitno govoril z originalnim lastnikom, ki je dejal, da je bilo bližje 98 predmetom. Torej, naj bi bilo vredno med $15,000 in $25,000. To je glavna točka spora. Tukaj pa se spor še zaostri, kajti po tem domnevnem sovražnem prevzemu je podjetje Bricks & Minifigs izdalo izjavo. In po poročanju naj bi dejali, da so v tej trgovini našli le za $2,000 do $5,000 vrednosti Brianove zbirke. Kofi Zila jim očitno ni verjel na besedo. Trdi, da je pregledal več kot 200 fotografij, ki jih je posnel eden od prvotnih lastnikov trgovine pred prevzemom, in da sta on in njegova ekipa ročno označila vsak Star Wars Lego, ki so ga lahko našli in ki se je ujemal ali bi se lahko ujemal z Brianovo zalogo. Njihov zaključek, po njihovih besedah, je bil, da je bilo v tej trgovini v noči na 14. november za približno $21,000, $21,000 ameriških dolarjev, Brianove zbirke. To je 3 do 5 krat več, kot je trdilo podjetje. In potem je očitno pogledal evidence prodajnih mest. In po njegovi preiskavi se je približno $51,000, $51,000 ameriških dolarjev, prodaje ujemalo z Brianovo zbirko. Toda po navedbah Kofi Zile je bil Brian plačan le $17,000, $17,000 ameriških dolarjev. Torej to pomeni, da bi moral Brian na podlagi komisijske pogodbe teoretično prejeti približno 2-krat več, kot je dejansko dobil. In potem je tu še U-Haul. Nekdanji zaposleni iz trgovine v Eugeneu naj bi stopil v stik in naj bi to povedal Kofi Zili. Na noč tega prevzema se je Brandon Best pojavil v trgovini z U-Haul tovornjakom, ki naj bi bil domnevno poln Star Wars Lego kock iz Salema. Zaposleni naj bi povedal, da jim je Brandon rekel, da je Crystal, prvotna lastnica franšize, ukradla Lego kocke in zapustila državo, medtem ko je on stal tam z U-Haulom polnim Lego kock. To je nova obtožba. Tako je Kofi Zila očitno vprašal vodstvo o tem. In po njegovih besedah so rekli, da ni bilo nobenega U-Haula. Namesto tega trdijo, da se je Brandon pojavil z najetim avtomobilom, direktor pa je dejal, da je videl posnetke tiste noči in da ni bilo nobenega U-Haula. Ampak potem je Kofi Zila očitno našel nekaj drugega. Fotografijo parkirišča prav tiste noči. Pravi, da je povečal sliko, jo osvetlil in pravi, da je bil U-Haul tik pred trgovino. Po njegovih besedah korporacija očitno spremeni svojo zgodbo.
Zdaj pravijo, da je bil U-Haul za prikolico za kampiranje. Ni imel nobene zveze z Legosi. Očitno so rekli, da je bivši zaposleni zamenjal dva različna dogodka, enega iz oktobra in enega iz novembra. Kakšno je torej mnenje Coffeezile? Kakšen je zaključek Coffeezile? Po vseh izračunih, prodajnih zapisih, rezervacijah, skladiščenju zunaj lokacije, stranskih dogovorih, ocenjuje, po njegovem mnenju, je le za približno 10 do 20 tisoč dolarjev Lego kock, ki so popolnoma nepojasnjene. Tukaj je večji problem. Tudi če je vse upoštevano, Coffeezile trdi, da je Brian Manso še vedno v minusu za približno 50 tisoč do 83 tisoč dolarjev, za katere nikoli ni bil poplačan. Namesto da bi to rešili, se zdi, po vseh podatkih, da je Bricks & Minifix ubralo drugo pot. Po videu Coffeezile podjetje zdaj toži Briana Mansella za 1,3 milijona dolarjev. Trdi, da se je podjetje odločilo za agresivno pravno strategijo. To je citat, agresivna pravna strategija. In jim je osebno povedal, da je to, citiram, grozna ideja. Njegov nasvet je v njegovem videu. Opustite agresivno pravno strategijo. Na koncu dneva ste trgovina z Lego kockami. Bili naj bi namenjeni zabavi, ne pa ponovitvi serije Suits. Njihov protiargument bi verjetno bil: nadlegujejo nas, ciljajo na nas, tukaj trpimo. Moramo vzeti zakon v svoje roke, ne glede na to, ali gre za kazensko ali civilno tožbo. Kje smo zdaj? Ben je v bistvu utišan, ne. Njegov zaključek glede vse te preiskave je zaklenjen, očitno za nedoločen čas. Ampak pri zgodbi, ki je tako velika, je stvar taka. Ne ustavi se samo zato, ker ena oseba ne more govoriti. Rekel sem, da je to viralno. The American Fork v Utahu, mestu v središču celotne te kontroverze, so se prebivalci po poročanju začeli pojavljati na javnem sestanku. In niso prišli govoriti o Legu, niso prišli govoriti o YouTubu. Prišli so govoriti o svojem policijskem oddelku. 9. junija, na isti dan, ko je Ben objavil svoje zadnje sporočilo, je mesto American Fork imelo sejo mestnega sveta. Rutinska točka dnevnega reda, proračunske postavke, davki na nepremičnine, predlagana prenova fitness centra. A vendar so po poročanju eden za drugim občani stopili do govorniškega pulta in preusmerili pogovor drugam. Policijska uprava je marca začela križarski pohod proti posamezniku, ki ima zdaj pravico tožiti to mesto. Nato je načelnik policije nadaljeval z izjavo za medije in lagal javnosti. To je bil šele začetek. Govorec za govorcem je stopil pred nas in opisoval, kar so imenovali vzorec neprimernega ravnanja. Ustavitev v prometu, je Ben izjavil za zapisnik, je bila laž. Sodna dokumentacija naj bi bila lažno predstavljena kot vročena. Racija v Airbnb-u, ki je bila posneta tukaj na posnetku telesne kamere policije, kjer je bilo več oseb privedenih ali pridržanih. In še en stanovalec je pozval k zunanji preiskavi ter dejal, da oddelek že dolgo bolj ščiti sebe kot ustavne pravice. Policijska uprava American Fork rada pravi, da tukaj stvari počnemo drugače in imajo prav. In to vidimo tudi danes, ko so javne evidence uporabili kot orožje za manipulacijo pripovedi in zaščito pred nadzorom. Ko so pravice kršene in je zaupanje porušeno, se spomni modrih besed umetnika Grandsona. Naše misli, naše molitve ne morejo vrniti tistega, česar ni več. Tisti, ki molčijo, so mrtvi. Samo z mislimi in molitvami tega ne bomo rešili. Čas je, da to svet nekaj naredi drugače. Nehajte podpirati AFPD in začnite uradno, neodvisno revizijo za strani tretje osebe. Kaj se je torej zgodilo? Mislim, člani sveta so poslušali, vendar niso napovedali nobene preiskave, niso napovedali nobenih ukrepov. In še preden pridemo do tega, kje stvari stojijo, vam povem, da ima American Fork Police Department svojo različico dogodkov. V javni izjavi, ki je bila objavljena potem, ko je posnetek s telesne kamere postal viralen, se je policijska uprava odzvala na vse večjo spletno polemiko. Tukaj je, kaj so povedali. Razumem, da ima mnogi, ki to situacijo spremljajo na spletu, močna čustva glede poslovnega spora iz Oregona in obtožb, da so posamezniki morda izgubili velike vsote denarja. Zavedam se, da so ljudje razočarani, jezni in da morda menijo, da pravica glede teh obtožb ni bila dosežena. Te skrbi so razumljive.
Naša odgovornost v Utahu ni bila ugotoviti, kdo je moralno prav ali narobe v poslovnem sporu, ki izvira iz druge zvezne države. Naša odgovornost je bila odzvati se na ravnanje, prijavljeno tukaj v naši skupnosti, oceniti dejstva, ki so bila v tistem trenutku na voljo našim policistom in uveljavljati zakonodajo Utaha, ker so policisti ugotovili utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Dejstvo, da nekdo morda verjame, da je bil finančno oškodovan, ne izvzema nobene osebe iz zakonov, ki urejajo nadlegovanje, vdor na tuje, zalezovanje ali drugo ravnanje v naši pristojnosti. Ostajamo zavezani poštenemu, nepristranskemu in preglednemu uveljavljanju zakona, ne glede na to, kdo je vpleten ali kakšna zgodba obstaja. In Brian Mansell očitno še vedno čaka. Obstaja vprašanje glede denarja z GoFundMe, kaj ne? Več kot $400,000 ali je ogrožen? 3. epizoda še vedno ni izdana. Mestni svet. Veste, kaj bojo naredili? Ne vemo, kaj se bo zgodilo naprej. To je zelo nepredvidljiva situacija. Ampak povem vam eno stvar. Mi bomo še naprej spremljali. Še naprej bomo spremljali in poročali. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju. Hvala vsem, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, X, Instagram, moja oddaja na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.